Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili spet o ljubezni do sebe in o tem, kako znamo postaviti meje. No, in kje se začne? Seveda, začne se v otroštvu, kako so nam postavljali meje in potem vidimo, koliko smo se naučili, ko smo mi, starši, kako znamo otrokom postavljati meje. A jim jasno postavimo meje, ali pa mogoče igramo neko žrtev in vedno kričimo in zgubljamo živce. No, v glavnem, danes sem se odločila, da tole temo, postavljanje mej, da me bodo vodile karte, in bom čistko, nisem se pripravljala, ampak sem enostavno rekla, kar bo šlo skozi mene, to je prav, da slišite, ker na konec koncev, pojdimo najprej na otroke, to moram, prva stvar. Kako otroku postavimo meje? Včeraj zvečer sem majčkeno prelistala knjigo, bom začela brati dnevnik jogija, Yogananda, pa še nekaj v glavnem. In to knjigo bom čez poletje predelala, tako nekako čutim, da jo bom. No, in v glavnem v tej knjigi takoj v uvodu piše, da se on spominja prvih let življenja, da se dejansko spominja od vsega začetka, da v bistvu njegova zavest je tako razširjena, da dejansko se spomni vsega. No, in spomni se, da je bil še čisto majčken, ko ni mogel še hoditi, se pravi pred enim letom, in ga je spravljalo v bes, da njegovo telo njemu ne služi. Da bo mogel toliko let čakati, da bo lahko njemu pač telo služilo. In verjamem, da se bomo vsi tako nadgradili, da bomo tako imeli razširjeno zavest, da bomo lahko dojemali več. No, zdaj pa pomislimo, tisti, ki smo starši, točno vemo, kako je, imaš otroka, pa se meče po tleh. No, ali pa vztraja pri svojem na vsak način. In seveda mi starši mu potem hočemo na en način zabiti v glavo, da mora biti po naše. No, in zdaj, če gledamo, kaj pa, če res otrok trmari ali pa pade v nek bes zaradi tega, ker v osnovi se zaveda, da je veliko več, kot je, in da enostavno mu to telo ne služi. In potem še ti starši, ki ga hočejo dati v kalup. No, in mi absolutno smo vsi v nekem kalupu, verjamem pa v to, da se rodimo čisti, neomadeževani, brez izvirnega greha, da to sploh ne obstaja izvirni greh, ampak v osnovi smo veličastni in otrok čista energija, ki pride na svet. In potem ga pač skušamo mi starši spraviti v nek kalup, da paše v to družbo. No, in to prilagajanje v to družbo potem seveda pozabi na svojo veličino in postane pač poslušen državljan, tak, ki paše v kalupe, družine, službe in tako naprej. In po večini smo taki vsi. No ja. Jaz že majčkeno sekam ven, pa jih včasih tudi dobim po glavi zaradi tega, ker malo sekam ven, ampak nič hudega. Ker verjamem v to, da iz teh kalupov, ko vas močno tesnjujejo, in če že leta vas utesnjujejo, da že vse v vas kriči, je mogoče čas, da majčkeno te kalupe razširite oziroma odstranite te okove. No, in te okovi, postavljanje mej, se pravi, kot otroka so nam zabili, da moramo biti pridni, poslušni, ubogljivi, ker drugače si ne zaslužimo ljubezni. Nisi pridna punčka, nisi priden fantek. Mamica je žalostna, mamica je zelo žalostna, zato ker se ti tako obnašaš. So dobri programi, a ne? Se pravi, zdaj pa jaz želim biti dobra, ali pa moj otrok želi biti dober zato, da mamica ne bo žalostna. No, in kam pridemo? Pač do nekoga, pač se mu zlomi, ali pa ne zlomi, čez ta njegov velik duh pade ena taka, ne bom rekla tančica, ampak kar debela preproga. In to preprogo je potem treba nekako
počistiti. No in potem, kako se učimo skozi življenje. Pač učimo se preko odnosov in postaviti meje. Takrat, ko nekdo na kakršen koli način prekorači naše meje, da enostavno odreagiramo. Jaz sama sem imela s tem velike težave in res velike težave. Vedela sem vsem noter je kar kričala, ampak ne, saj smo srečni, saj je v redu. In dokler potem na koncu ne popenš. No, ali pa narediš še kakšno drugo, pač, ali pa ne zmoreš več. Nekateri imajo samomorilne misli zaradi tega, ker enostavno ne zmorejo več. In kakorkoli, glejte, v vsakem primeru postavljanje mej je učenje ljubezni do sebe. No, zdaj pa poglejmo. Prva karta je vodstvo. Prosite za vodstvo. Vsakič, ko imate nek problem, dajte si vzeti čas in mogoče zvečer razmislite o samem problemu in kot ga bi zapakirali v nek balon, ali lahko si predstavljate, da napišete pismo in ga pošljete vašim vodnikom. In prosite za odgovore. Angeli, pomagajte mi pri tem. Prosite za vodstvo. Ker glejte, tisti, ki ne zaznavamo, da nekdo prekorači naše meje, občutimo, da nekaj ni v redu, ampak smo tako kot v živem blatu. Občutiš, da ni v redu, ampak že toneš. In ko pride do tukaj, ko pa vidiš, da si pa že skoraj brez zraka, šele odreagiraš. Ker prej ne zaznamo. To je sindrom kuhane žabe. Menda žaba, ki jo dajo v lonec, v topli vodi, bolj ko je topla, ne skoči ven, in dokler ne, ker je pač v vodi, in v bistvu se ta žaba lepo v tej vodi skuha. Ne vem, je to sindrom kuhane žabe mogoče? In ta sindrom kuhane žabe pomeni, da ne zaznaš temperaturo. Enostavno jo ne zaznaš, ker imaš ta termostat pokvarjen. No in ta termostat, seveda so nam ga v zgodnjem otroštvu uničili. In zdaj ne kriviti staršev, mi smo si kot duše izbrali naše starše, ker smo vedeli, da bomo točno te lekcije predelali. Se pravi, potrebujemo točno take lekcije, zato da bomo kot duše napredovali. Jaz vem, da marsikdo pomisli, pa ne vi, ki gledate moj kanal, ne, to je nemogoče, moje starše si jaz ne bi nikdar take izbrala. Vedno si jih izberemo. Duša si izbere starše, duša si državo izbere, duša si izbere okoliščine, samo zato, da lahko napreduje po tej duhovni poti. Življenje je veliko igrišče. In to igrišče, tukaj se učimo osnovne lekcije, napredovati, biti bolj ljubeči do sebe, postavljati meje, takrat, ko nekdo ne spoštuje naših čustev in tako naprej. Prosite za vodstvo. In boste videli, ko prosite za vodstvo, ali boste dobili ta prav kanal, se vam bo nekaj pokazalo, neko knjigo vzamete v roke, enostavno boste dobili točno ta prave odgovore, kaj je ta trenutek potrebno narediti, da boste naredili korak naprej. No, gremo na naslednje sporočilo. Naslednje sporočilo za vse nas, ki se učimo ljubezni do sebe in postavljanja mej, je bodi bolj navzočnost. Ta karta je povezana s tem, da zaznaš vročo vodo. Ko se začne segrevati, da takrat rečeš, opala, kje pa sem? To pa ni primerno. Karkoli se dogaja, da začnemo zaznavati temperaturo. Ni potrebno takoj odreagirati, ampak mogoče, da za kakšno stvar, recimo, če smo v poslovnih odnosih, da rečemo, jaz pa tukaj občutim, ne vem, karkoli, dajmo tole malo prespati, jutri zjutraj damo odgovor. Recimo, samo prespite. Če je na osebnem področju ravno tako, dajte si vzeti čas, da pridete do se vprašate, kaj v tem trenutku jaz sploh občutim. Ker če se boste vi vprašali,
kaj v tem trenutku jaz občutim, če se boste naučili tudi uporabljati mišični test. In vedno, ko pride neka situacija, lahko rečete, kaj v tem, občutam, da me nekdo nekam hoče potegniti. Ne vem, morebiti zmanipulirati ali karkoli. Lažje vam bo, ampak rabite čas. Zato, ker imamo termostat pokvarjen in ta termostat nam ne kaže, kje smo. Ampak še vedno, glejte, če smo navzoči, opazimo neke rdeče zastave in odreagiramo. Tako da bodite bolj navzoči v tem trenutku, kaj občutim ta trenutek, ker vaša čustva niso napaka, verjemite mi. To, kar so vam mogoče celo življenje govorili, pa daj, ti si preveč občutljiva, a veš, ti pa res, pa tvoja čustva. To je brez veze. Vaša čustva to so vaša varovalka. In ta varovalka, mogoče vam jo je že zdavnaj vrgel ven in sploh ne deluje. Začnite, dajte naštela to varovalko nazaj in čustva so vaša varovalka, da veste, kdaj nekdo prekorači vaše meje. No, naslednja stvar, naslednja karta je prišla žalobnost. Pa mogoče pogledamo na hitro to karto, pa rečemo, ja, ta je pa res žalosten. Ampak ta karta je tako dobra, vzem si čas za svoja čustva. Vzem si čas, da si res sam s sabo pa rečeš, prav to, kaj občutim. Šele v samoti, spet sem tam, ne? Ker imamo pokvarjen termostat, enostavno rabimo čas, samoto, da zaznamo svoja čustva, da vemo, kje smo. No, pa idemo naprej. Naslednja pa je potrpljenje. Zaupati božanski hitrosti in predvsem to, da smo tudi do sebe bolj strpni. Se pravi, če enkrat ne znamo postaviti mej in se potem drugič odločimo, da zdaj pa drugače, bodimo potrpežljivi, ko se učimo nove veščine. In te nove veščine niso samo po sebi umevne. Moramo razumeti, da imamo program od otroštva, ker so nas od otroštva ves čas tlačali dol, ne, da smo pasali v ta kalup. In zdaj je pač treba ta kalup samo razširiti, da boste pač vi lahko dihali. Ne? Ker mogoče smo pristali na nek zelo ozek kalup in vidimo, da tukaj pa res ne gre več. Zato bodite strpni do sebe. Druga stvar pa, tudi bodite strpni do drugih ljudi, ker te ljudje, ki so okrog vas, so vaši osebni čustveni trenerji. In te osebni vaši čustveni trenerji vas dejansko učijo lekcije, eno po eno. In da naredite neko lekcijo, pač potrebujemo večkrat eno in isto ponavljanje, da pač usvojimo te zadeve, kar nam stvarstvo sporoča. In zdaj pa pogledajte to karto. Stres, ta je dobra. Ta karta je tako luštkana. Žonglirate na milnem mehurčku, od spodaj pa ena opica, ki jo držite na vrvici, pa še privezane, opica vas ima na vrvici oziroma vi njo, ampak vsak čas bo počila ta milni mehurček. In vse skupaj se sesede. No in to, bolj kot smo v stresu, več si rabimo vzeti časa za sebe. Ker prav to, da žongliramo med vsemi, enostavno ne zmoremo pol in kdo odpove, predvsem mi sami. Mi sami vedno pokleknemo. No in tole breme, ta je pa ta zadnja, ne bom več s temi kartami, se vsaka ta prava, veste. Breme, tudi ta je dobra. Nekdo kikirika, nekdo vam ukazuje, vi ste pa ta, ki ste popolnoma izžeti in še kar nosite vse na sebi. Namesto da bi rekli, halo, ne zmorem, dovolj. Postavljanje mej je povezano s tem, da rečemo dovolj. Zdaj pa kako reči dovolj, če tega ne znaš? Pa smo spet na začetku. Če se imam rada in če se cenim, bom vsakič, ko vidim, da nekdo prekorači moje meje, rekla dovolj. Če se pa nimam rada in se ne cenim, mej sploh nimam. Ne, da jih lahko nekdo sploh prekorači, ampak mej sploh nimam. Vse je na izvoli, vzemite kar hočete, jaz samo razdajam. No in to je sindrom prostitutke.
No, zdaj pa preverite z mišičnim testom, če imate mogoče v svoji podzavesti program, potrebo imam potem, da zadovoljujem potrebe drugih. Bom jaz zdaj preverila, se pravi, potrebo imam potem, da zadovoljujem potrebe drugih, ne več. Potrebo imam potem, da se razdajam, ne. Potrebo imam potem, da potlačim svoja čustva, ne več, ne več. Imela sem vse to. Ker poglejte, ta sindrom prostitutke pomeni, ali pa dajte preveriti, v svoji podzavesti imam sindrom prostitutke, se pravi, treba se je razdajati, da s tem jaz kupujem ljubezen, da imam občutek, da sem ljubljena in bolj kot se razdajam, seveda nekje v meni pa to kriči, ne morem več, ker nimam več kaj dati. Takrat, glejte, mogoče rabimo vse razdati, da lahko začnemo ceniti svojo energijo, svoje življenje in da začnemo od začetka. Zdaj pa kako začeti? Zadnji video poglejte, monogovor, notranji monogovor. Kako gre ta tok vaših misli? Za vse sem sama, noben nič ne naredi, joj, pri nas so sami, ne vem, lenuhi, Saj znamo, to se vrti. To je na avtopilotu in to so programi vaših prednic. Zdaj pa vi morate to presekati, da vi začnete govoriti. Rada se imam, cenim se. Jaz sem boginja na zemlji, jaz sem ustvarjalka nove dobe. No in potem, vzemite karte prehodu na vodovo, zato ker tukaj imate pa pozitivne afirmacije. In bomo zdaj še te 3 karte potegnili, da vidimo. Zdravilni mir vstopa v moje celice in v mojo dušo. Pa ta druga karta je prišla, dovoljujem, da me vodijo nebesne sile. V sebi sem mirna, slišim vodstvo. In potem si ponavljajte, sprejemam zdravljenje, sprejemam zdravljenje, sprejemam zdravljenje. Ponavljajte, moje telo se zdravi samo. Moje zdrave celice so vedno bolj močne. Naj se zdravljenje začne zdaj. Tukaj naprej še pišem, bolezen je blagoslovje, klic k spremembi, kaj je tisto, kar moram spremeniti. Brezpogojno sprejemam in se iskreno povezujem z ljudmi. No in prav ta karta, recimo prijateljstvo, iskreno povezovanje z ljudmi. Niso vsi iskreni. To je dejstvo. In vi morate se vprašati pri vsakem odnosu, ali pa saj pametno se je, kaj občutim. Kaj občutim? Imate nek odnos, kaj občutim. In če ne občutite iskrenost, naredite en majčken ovink ali pa velik ovink. Ker dejstvo je, da ti ljudje niso vsi iskreni. Sprijaznimo se s tem. Niso vsi ljudje dobri. Tako je. Odrasti Sneguljčica, Zadnjič sem snemala tisti video o Sneguljčici. Čas je, da Sneguljčica odraste. Da začne enostavno opazovati svet in da pride do zaključka, niso vsi ljudje dobri. Veliko je dobrih. Jaz verjamem v to, da večji del ljudi je dobrih. Glejte, če gledamo Paretovo načelo, govori o razmerju 80-20. Se pravi, zdaj, če to Paretovo načelo damo med dobre in slabe ljudi, 80% ljudi je dobrih, ampak je 20% tudi tistih, ki niso tako dobri. In zdaj, če gledamo, da imam jaz neko rano, ki jo moram pozdraviti, bom dejansko privlačila tistih 20%, da bojo pritisnili na mojo rano, da mi dajo ogledalo, da mi pokažejo, nauči se že, prepoznavaj. In večji del ljudi je dobrih. Brezpogojno sprejemam in se iskreno povezujem z ljudmi. Tale karta prijateljstvo, iskreno povezovanje, jaz lahko grem povsod iskreno. Ampak zaznavati je treba pa sporočilo. Dovoljujem, da v moje življenje prihajajo ljudje, ki me sprejemajo in podpirajo. Ki me sprejemajo in podpirajo. To je super. Ampak, dokler jaz sama sebe ne sprejemam,
toliko časa v moje življenje ne morejo priti ljudje, ki me sprejemajo in podpirajo. In to je to. In če imate ta trenutek v svojem življenju ljudi, ki vas rušijo, se pravi, vi se učite lekcije sprejemanja sebe. In spet smo tam in vi se učite, da vsakič, ko nekdo prekorači neko mejo ali pa stopi na vaša čustva, da rečete, opale, jaz se po tej situaciji počutim na ta način. Tole pa meni ni v redu. In ponavadi reče, se nisem mislil tako, ali se nisem mislila tako. Ja, a ne? Glejte, vedno bojo potem obrnili okrog, ti pa tvoja čustva. Ker se učite, rabite take ljudi, ker se učite. Brez slabe vesti lahko prosim za pomoč. Ponos mi samo škodi. V ljudeh iščem svetlobo. Hvaležna sem za prijatelje, ki me spremljajo na poti življenja. Super je, da v ljudeh iščemo svetlobo, ker vsak jo ima. Vsak jo ima. Vi sijte in iščite v ljudeh svetlobo. In opazujte, imejte odprte oči, zato ker tisti ljudje, ki jih moti vaša svetloba, bojo povedali. Vas ne bojo mogli gledati, vas ne bojo prenesli, vam bojo potikali stvari, zato ker jih moti vaša svetloba. In vedno se vprašajte, kaj me ta odnos uči. Lahko pride skozi vaše možgane postavljanje mej. Super, se pravi, se učite lekcijo, ki je ključna za vaš duhovni razvoj. In to je ključno, se pravi, ljubezen do sebe in postavljanje mej gresta dejansko z roko v roki. Tako da ja, to je bilo današnje sporočilo. Še vedno bomo govorili o ljubezni do sebe, tako mi zdaj tisti temelji razmišljam, kaj je tisto, kar je res pomembno. In to so res pomembne zadeve, zato ker dokler mi ne razumemo svoje vrednosti, toliko časa nas drugi ne bojo cenili. In eno stvar, dajte sami sebi priznanje. Nek dosežek ste naredili, mogoče ste bili pridni v šoli, prišli do neke diplome, mogoče imate odličen vrt, mogoče ste kakšno stvar naredili v življenju, mogoče znate kaj dobro. Dajte si napisati, v čem ste dobri. In si vsak dan poglejte to, v čem ste dobri. Sami sebi dajte pohvalo, pa rečete, bravo, dober ti gre. Pa ne uporabljati besede, stara, dober ti gre, ampak, bejba, dober ti gre. Zato, ker če boš sama sebi rekla, stara, boš zmerom bolj stara, če boš pa sama sebi rekla, bejba, boš pa zmerom bolj bejba. A ni zdaj to boljše? Tako da v glavnem sebi dajte pohvalo, sebi rečete, dober mi gre. Kar tako naprej, tako sami sebi, potrepljajte se, objemite si in boste videli, ko boste sami sebi zmogli to dati, vam bo svet vračal točno to, kar dajete vi sebi. Tako da uživajte na tem potovanju, ki se mu reče življenje, ker to je res, res ena velika šola. Tako da uživajte in vse dobro vam želim.